Dovolite nekaj uvodnih besed, potem pa bi besedo predal Branetu. Kot vidimo, se politična kriza v državi iz dneva v dan zaostruje. Zaupanje ljudi v vladajočo politiko in predvsem v vladajočo koalicijo, ne samo v vlado premierja Boruta Pahorja, pač pa v celotno vladajočo koalicijo, je na ničelni točki. Slovenija seveda v teh težkih razmerah, ne samo politične, tudi gospodarske krize, potrebuje operativno oblast. Oblast, ki bo delovala v interesu ljudstva in ki bo seveda uživala njegovo zaupanje. Ta vladajoča koalicija zaupanja ljudstva že nekaj časa ne uživa več. Tudi ni več sposobna delovati homogeno, ni več sposobna delovati v interesu države. Vse to so razlogi, ki terjajo ponovno preverjanje zaupanja. Zaupanje pa se seveda v politiki preverja na volitvah in edini način so v tem trenutku predčasne volitve. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da obstoječa ustavno-pravna ureditev seveda ob soglasju parlamentarne večine omogoča pot do predčasnih volitev, vendar je ta pot pogojena z vsaj 3 odločitvami oziroma vsaj 3 glasovanji. Iz tega razloga predlagamo, da se ta pot uredi na način, da ob zavedanju odgovornosti do države pride parlament do te odločitve o predčasnih volitvah z glasovanjem. Zaradi tega predlagamo postopek, ki nedvoumno določa predčasen razpust državnega zbora oziroma parlamenta. K podpisu tega predloga smo povabili seveda vse parlamentarne stranke. V večini njih je bilo v preteklih dneh veliko govora o tem, da vsi podpirajo kot eno izmed možnosti predčasne volitve, tudi predčasne volitve, in tukaj menimo, da je nek preizkus resnosti teh trditev. Predajem besedo za bolj podrobno obrazložitev tega predloga kolegu Branetu Grimsu. Hvala vsem, lep pozdrav tudi z moje strani. V Sloveniji se je sprva finančna kriza prelila v gospodarsko krizo zaradi nedelovanja vlade in sedaj se preliva v krizo institucij. Soočamo se s krizo legitimitete sedanje oblasti in sicer tako na zakonodajni kot na izvršilni ravni. Koalicija v parlamentu sedaj razpada pri živem telesu, pa kljub temu nekateri napovedujejo, da bi radi tako gnile temelje nadgrajevali z neko novo fasado neke nove vlade. To seveda ni vodi nikamor. Slovenija nujno potrebuje nov razvojni cikel, potrebuje vlado in koalicijo, ki bo uživala ustrezno legitimiteto, ustrezno zaupanje ljudstva in to se v demokraciji pridobi na volitvah. Zaradi tega v SDS predlagamo, da se omogoči državnemu zboru hitro in enostavno pot, ki pa je skladna s že sedaj veljavnimi principi, na katerih temelji slovenska ustava, da doseže s enim glasovanjem možnost svoje predčasne razpustitve in sicer bi se sklep o tem sprejemal z absolutno večino vseh poslank in poslancev in z javnim izrekanjem. Zaradi pomena take odločitve, ki posega v samo ustavno materijo, je zagotovo tak način upravičen. S tem se seveda tudi izognemo vsem morebitnim kasnejšim oporekanjem, se veste, po vsakem glasovanju se skoraj najde kdo, ki pravi, se je zmotil ali pa ni vedel, kako je glasoval ali pa kaj podobnega, ali pa ni naprava glasovala, pravilno ni delovala. V takem primeru, ko mora vsak vstati in jasno sam povedati, je za ali proti predčasnim volitvam, tovrstnih skrivalnic ni in ne more biti. Kajti v tem trenutku so stvari preveč resne, pa tudi sicer je sam ta poseg, se posega v ustavno določilo o dolžini mandata, preresen, da bi se lahko igrali tovrstne igrice.
Zaradi tega je tukaj jasna samo ena dilema, ki bo postavljena zdaj pred politične stranke, nekatere so na tem izpitu žal v tem trenutku že padle, in sicer dilema o tem, ali so sposobni ravnati državniško in seveda pred vsakega konkretnega poslanca in poslanko, ali je sposobna ravnati državniško in torej svoje osebne interese odriniti v ozadje in v ospredje postaviti interese skupnosti, države kot celote. Kajti kdor bo ravnal državniško, kdor bo torej postavil v ospredje interese skupnosti, razvojne interese države kot celote pred svoje osebne interese, bo zagotovo podprl naš predlog. Naš predlog omogoča tudi aktualnemu predsedniku vlade eleganten umik, saj se mu ni treba soočati z drugo potjo, ki jo pa že zdaj predvideva naša ustava in je v bistvu enaka, to je glasovanje v parlamentu, kjer pa bi po sedanji ureditvi morala biti predsedniku vlade v bistvu 3-krat zaporedoma izrečena nezaupnica, kar je dolgotrajen in za tistega, ki ga to neposredno zadeva, zagotovo tudi mučen postopek. Poleg tega seveda se znotraj tega postopka, ki traja dneve in tedne, lahko zgodi marsikaj in znova v spredje pridejo osebni interesi pred skupne interese celotne države. Slovenija potrebuje volitve, potrebuje jih čim prej in zaradi tega predlagamo rešitev, ki je skladna recimo že z našo prvo sosedo Avstrijo, ki ravno tako poznajo možnost samorazpustitve parlamenta in je tudi skladna torej s rimsko-germanskim ustavno-pravnim redom, v katerem sodi tudi Slovenija in kjer ne bi imeli eden drugega za zgled. Mimogrede, ponekod seveda poznajo tudi druge rešitve, recimo, da o razpustitvi parlamenta odloča predsednik države ali pa nekatere druge poti, vendar je treba vedeti, da so to drugačni ustavni sistemi. Recimo o razpustitvi parlamenta v polpredsedniškem sistemu, kot je značilen za frankofonske države, odloča potem predsednik. Vendar Slovenija ima parlamentarni ustavno-pravni sistem in zanje je značilno, da je prva in zadnja beseda odločitve v parlamentu. Torej, primerjava za sosedo Avstrijo pove, da je ta odločitev, ki jo predlagamo, skladna z ustavno-pravnim redom, katerem je Slovenija, in po drugi strani je skladna z že obstoječimi rešitvami v slovenski ustavi. Se tudi zdaj bi o eventualnih predčasnih volitvah, le po mnogo daljšem, po 3-kratnem glasovanju o nezaupnici aktualnemu predsedniku vlade oziroma neizvolitvi novega, odločal državni zbor in potem bi prišli do istega postopka. Ne posegamo pa v ničemer v pristojnosti vseh ostalih, kajti še vedno razpiše volitve predsednik države na enak način in po enakih postopkih in enakih rokih, kot so že sedaj predpisani za ustavo in zakonom. Zaradi tega je ta poseg v ustavo v bistvu sorazmerno majhen, je upravičen in seveda omogoča hitre in enostavne volitve. In s tem nov razvojni cikl za Slovenijo, ki ga, kot rečeno, nujno potrebuje. To pa verjetno občutimo in o tem se strinjamo vsi v tej sami.